Na tehtnico postavite leseno desko in veliko škatlo, v katero položite dron in jo zaprete. Na tehtnici se izpiše masa 4260 gramov. Dron tehta 20 gramov. Masa deske, škatle in zraka pa je torej 4240 gramov. Koliko pokaže tehtnica, ko dron vzleti? Tukaj na plazmi lahko tudi pogledate, kako je eksperiment izgledal, se pravi takole zaprta škatla in dron na tehtnici. Je to A 4240 gramov, B 4280 gramov, C 4300 gramov ali D 4260 gramov. Aha, obe ekipi menita, da je pravilen odgovor A. Poglejmo, če je to tudi res. Čas je, da poletimo z Jasno. Ja, pardon. Želela sem samo preveriti, kakšen je zrak v škatli. V današnjem eksperimentu bo ta namreč odigral ključno vlogo. Imamo tehtnico, desko in škatlo. Obstaja razlog za takšno postavitev, zdaj pa manjka samo še dron. Ja, evo ga, tukaj je naša muhica. Pridi v škatlo. Pridi. Ko dron miruje, tehtnica prikazuje silo teže deske, silo teže škatle, silo teže drona in pa zraka. Zdaj kaže 4260 gramov. Ampak čas je, da poletimo. Dvigni se, dron. Dron že leti, ampak številka na tehtnici se ne spreminja. Še zmeraj kaže 4260 gramov. V čem je stvar? Ko se dron dvigne, začenja s propelerji pod seboj potiskati zrak navzdol. In ta zrak potem vpliva na tehtnico in s tem kompenzira za maso drona. Pri tem je zelo pomembna točno takšna postavitev, saj deska pomaga, da gre ves zrak na tehtnico. Če ne bi bilo deske, bi se pa zrak razpršil in bi se s tem spremenila tudi teža oziroma številka na tehtnici. Pravilen je torej odgovor B. Tako, dron, zdaj pa lahko pristaneš.